Najbolj si zapomnimo dogodke, ki neposredno vplivajo na naše življenje in mnoge izmed vas je vznemiril prenovljeni zakon o osnovnem šolstvu. Med drugim določa, da je uspeh pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu lahko eno izmed meril pri morebitni omejitvi vpisa na srednjo šolo. Za NPZ se mi zdi, da bi bilo to dobro, da jih pišemo, ampak da bi bile vseeno ocene malo bolj pomembne kot NPZ-ji. Različna mnenja ste imeli tudi o novosti, da vam ravnatelji ob spremstvu še ene osebe lahko pregledajo torbo, če sumijo, da v njej prenašate kaj, kar v šoli ni dovoljeno in bi lahko ogrožalo varnost. Se počutiš vedno zelo slabo, če mi želeli pregledati torbo, zato ker je pač to nek poseg v zasebnost mojo in manj kdaj to take stvari, ki mi bi bilo mogoče narodno, da bi jih videli. V šolske torbice in omarice pogosto shranite kakšno stisko, ki bi jo morali povedati na glas. O duševnem zdravju je razpravljal otroški parlament. Ugotovili smo, da nam zelo pomaga medvrstniška pomoč, torej mladi z mladimi, da bi potrebovali bolj dostopno pomoč iz strani odraslih in usposobljenega kadra. Evropski parlament pa je dobil nove poslance. Slovenija bo imela naslednjih 5 let enega poslanca več kot do zdaj, torej 9. Komisarka za širitev EU-ja pa je postala Marta Kos. Ob začetku svojega mandata je z vidnejšimi člani Evropske povezave že obiskala Ukrajino. Konec februarja bo že 3 leta, odkar je to državo napadla Rusija. Vojna je prizadela več kot 5 milijonov otrok in mladostnikov, uničenih je več kot 1300 izobraževalnih ustanov. Krutost vojne doživljajo tudi otroci na Bližnjem vzhodu. Najhuje je na območju Gaze, ki ga še vedno neusmiljeno napada Izrael. V Libanonu naj bi sicer dosegli premirje z izraelsko vojsko, po 13 letih pa se je z odhodom predsednika Bašarja al-Asada končala državljanska vojna v Siriji. Hudi spopadi potekajo tudi v Sudanu, kjer se za prevlado bojujeta 2 generala. Na razvoj vojaških sporov po svetu bo v prihodnje gotovo vplival tudi novi stari predsednik Združenih držav Amerike, Donald Trump. Enako velja za spopadanje s podnebnimi spremembami, saj ni naklonjen prizadevanjem za zmanjševanje ogljičnega odtisa države. A naravne ujme po vsem svetu, ki so med drugim tudi posledica dvigovanja povprečne temperature, tudi v letu 2025 niso prizanašale. Slovenija je lani z NASO podpisala sporazume Artemis, ki odpirajo možnost sodelovanja pri razvoju naprednih vesoljskih tehnologij, umetne inteligence in pri raziskavah. Preizkušanje tehnologije, ki bo delovala zunaj Zemljine orbite, kmalu tudi na Luni, vodi NASIN astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik. So during the day, the sun is reflecting off the earth and the earth is so big and blue and bright, kind of like my spacesuit here. But when the sun goes down and goes behind the earth and we're in shadow, wow. Naj sonce v letu 2025 s prave strani osvetli tudi najtemnejše kotičke Zemlje.